Gospod Samo, danes se bova pogovarjala o vaši knjigi Enotna politična teorija, knjigi, za katero je drug recenzent, gospod Pečjak, napisal, da je knjiga desetletja, nekaj takega, če že ne stoletja. In to zaradi tega, ker, kot pravi profesor Pečjak, ta knjiga v znorem in zmedenem času prinaša edinstveno, bi rekla, razmišljanje, ki je zadevalo žebljico na glavico. Zdaj, ta kritika je seveda kritika v resnici celotne logike družbenega, kakor jo pač poznamo do zdaj, bi lahko rekli. Je knjiga, ki temelji svojo kritiko na evidencah, ki so v resnici zelo multidisciplinarne, ampak vi po svoji profesiji, mogoče za publiko, pa ste v resnici tehnični, bi rekla, strokovnjak ali nekako, intelektualec z področja tehničnih znanosti ali let. Torej, mogoče malo poveste za našo publiko, kaj je to? Svoj kruh služim že 30 let kot informatik. Pravzaprav diplomiral sem strojništvo in potem sem pravzaprav praktično od diplome dalje si služim kruh kot informatik. Se pravi, ukvarjal sem se z sistemi kontrole, z robotskimi sistemi, s proizvodnimi sistemi in zdaj pač z informacijskimi sistemi za podporo odločanju. In to da človeku en drug pogled na vse stvari, tudi na družbene, do katerih nisem ravnodušen in to so me zmeraj tudi zanimale. Že v šoli, mislim, je bila moj zelo ljub predmet zgodovina. Vsi so se čudili, od kje je znanje. Jaz sem na začetku leta šolsko zgodovinsko knjigo vzel v roke, jo prebral in sem potem vse vedel. Oboje me je zanimalo, študiral sem to, služen s tem in pač v svojem prostem času sem bral, razmišljal. No, rekli ste, da vam pač seveda zdaj pogled z zornega kota informatike pomeni v resnici nek drug uvid v družbeno, oziroma v probleme sodobnih družb. Torej, kaj je jedro tega vašega uvida? Jedro je preko ena osnovna logika, ker veste, v družboslovnih vedah kljub vsemu papir vse prenese. Kot vemo, v informatiki to ni. Lahko sicer napišeš... Ja, tam bi rekli, da računalnik vse prenese. Mislim, zaenkrat ne. Napišeš lahko kodo, ki je zelo lepa in se zdi krasna in tudi 10 potrditev boš dobil, da krasno delam, ampak ne bo, ker pač logika je neizprostna. Enki in ničel na koncu. In jaz sem probal to isto logiko pri dekodiranju tega vsega družbenega uporabiti. Nisem bil zadovoljen, dokler nisem prišel preko do enke in ničel na nek način. No, in katere so zdaj enke in ničle vašega razmišljanja? Enke in ničle so prvo ta ogromna razlika med družbenim, med tem, kar je naravno družbenega, tako kot človek to razume, in med tem, kar je v tem trenutku postavljeno kot družbeno. Ta temeljna razlika je v tem, da se naravno družbeno sprejema kot nekaj, kar je izven, kar je nad procesom, kar je nad pravili, ker obstaja vedno v tem naravnem družbenem obstaja tisto vrhovno pravilo, ker se ga človek nauči na maminih prsih. In to pravilo je? To pravilo je v bistvu je ljubezen, ki jo človek od mame prejme. In to pravilo velja. Veste, mi lahko postavimo še taka pravila, če je, bom rekel, ni prav, da je družina osnovna celica družbe, pa pomislimo na to, da žena pride ob 2 zjutraj domov, vsa raztrgana, pa to, šminka razmažena in tako naprej, in mož vpraša, kje je bila? Reče, noč, malo sem se sprehajala, pa sem se tam na grmovju strgala in dobra šminka se mi je razmazala in tako naprej. In mož mirno zaspi, ker nima nobenega dokaza, da to ni res. Da to ni res, ampak zdaj, kakšno zvezo ima to z enotno politično teorijo? Z enotno politično teorijo. Seveda. To je zelo preprosto, ker je osnova vsega je to načelo ljubezni nad vsemi ostalimi pravili. Zato je to potem
povem, ta družben princip, ki izhaja iz te ljubezni, ki jo prejmemo od svojih staršev, ga moramo interpolirati na vse. Ne gre, da zato je potem enotna politična teorija, ker če ga interpoliramo na vse, potem vidimo, da so tisti principi francoske revolucije, kot sta enakost, svoboda, bratstvo, pravzaprav, ki jih ne moramo razumeti, bratstva ne moramo razumeti, ker kakšno bratstvo, ljudje še bratje so med sabo skregani, v kakšnem bratstvu nekdo govori. Če ga vidimo v luči nekoga, ki gleda na vse enako, kot da so njegovi sinovi in na ta način bratje, če v luči gledamo te ljubezni, ki smo jo vsi prijeli pravzaprav od istih oseb, nekoč 100 in 100 tisoč let nazaj, je to potem popolnoma druga perspektiva na pogled na bratstvo, na svobodo, ki iz tega izhaja, in na enakost. Torej zdaj problem je pač, moj problem je v tem, da pač zdaj bi rekla, mogoče te osnovne teze vaše, da pač v vseh družbah, pač da obstaja naravno družbeno, o tem pravzaprav ne vemo nič, tudi da otroci univerzalno od mame dobijo matrico ljubezni, tudi to bi bilo medkulturno seveda lahko problematično, ampak jaz mislim, da ni zdaj bistveno, da mi zdaj greva v te smeri, ker mogoče tudi ni jedro vaše knjige to. Jedro vaše knjige je pač, da na nek način skušate sistematično analizirati recimo zahodne družbe, pri tem sicer uporabljate tudi materijale neevropskih kultur, kar bi recimo pustila pri miru zaradi tega, ker tam se mi zdi, da bi se lahko precej zapletala. Ampak mislim, da to ni bistvo v resnici. Bistvo je, da pač vi družbo vidite, družben politične sisteme, seveda tudi zahodnih družb, vidite kot v osnovi zgrešene in pač podajate neko svojo alternativo. In zdaj, kot ste zdaj na kratko povedali, mislim, zdaj v knjigi je to majčkim bolj na dolgo, da pač osnovni problem je, da ti sistemi, zahodni sistemi kršijo ta princip ljubezni, kot vi rečete, ta naravni princip družbenosti. Čeprav se pravim, zdaj pač, zdaj iz moje stroke, torej iz zornega kota antropologije, so seveda ti vaše predpostavke same po sebi ne držijo. Ampak to zdaj v resnici ni bistveno. Bistveno je, da pač vi podajate neko kritiko zahodnih sistemov in neko alternativo teh sistemov. To se pravi, zdaj, kaj je v teh zahodnih sistemih torej napačnega? Vi seveda razdeljujete to na najrazličnejših področjih, v knjigi, tako pač mogoče za gledalce, tudi malčkeno, kako torej vidite ekonomijo, kako vidite politiko in te stvari, ki pač tudi v knjigi predstavljate, oziroma kritizirate. Ja, pravzaprav, seveda, knjiga je dramaturško tako napisana, da najprej postavi zaplet, potem pove rešitev, zato da je dramaturgija bolj zanimiva, ker načeloma je pa tako, da je to vse ta kritika, moja kritika zahodne civilizacije izhaja iz tega, da vse primerjam s tem principom. Prvo, kar je, tukaj imamo morje dogem. Če začnemo pri osnovnih, so svoboda, enakost, bratstvo, ki jih nihče ne more upravičiti na pameten način, ker jih je težko izkusiti. Drugo potem, kar je to, kar pravim, imamo naslednji nivo, ki so pa te dogme, ki so pa res dogme, če rečemo, da so svoboda, enakost, bratstvo neki principi, ki se jih da upravičiti, ampak so v tem kontekstu neupravičeni, dokler jih ne gledamo skozi ta kodeks ljubezni, ampak potem pa obstaja naslednji nivo, to pa je jasno princip vladavine prava ali pravne države, potem ves kompleks pravic, na katerem tako vsi vztrajamo, in pa tudi sam parlamentarni sistem. To so pa zgrešeni, zdaj postavljeni so tako, kot so postavljeni, kot so se sami postavili, ali pa kot jih je neka buržoazna revolucija vrgla na plano. Jaz se razkrinkavam tako, mislim, nisem pač prvi, ki sem ugotovil, da so bili tisti, ki so postavili buržoazne revolucije po svoje, mislim, lažnivci, milo rečeno, ali pa grdo rečeno, ker so
vrgli na plan oziroma kot naravne predstavili kompleks pravic, ki je ustrezal buržoaznemu ali pa imperialnemu sistemu, zanemarili so pa tisto pri temu, ki jim ni ustrezalo. In to izpostavljam zelo, ker je to zelo pomembno. Namreč na principu naravnih pravic je zgrajen potem sodoben sistem človekovih pravic z vso listino, ki je bila sprejeta tam leta 47 in v bistvu, ki v ničemer ne upravičuje tega, pač nekaj postavlja neka izhodišča, ampak tisto, kar je v ozadju, in kar so politiki ves čas nosili v ozadju, je ta temelj naravnih pravic, ki je ustoličil sodoben sistem človekovih pravic in ga pravzaprav naredil, potem, če gledamo logično, v bistvu ni z ničemer upravičen. No, torej, zdaj ta logika sistema zahodnih pravic oziroma pravic, ki so v zahodnih družbah, bi rekla, veljavne oziroma zveličavne, ki postavljajo tudi enega vrhunskih pravnih standardov in tako, imate vi torej za zgrešene, se pravi, oziroma za, kot ste rekli, ideološke dogme. Alternativa je torej ljubezen. Ne trdim, da je alternativa kot taka ljubezen, da se vsi ljubimo in tako naprej. Nimam nič proti temu, da se prav razumemo, samo ni to rešitev. No, mislim, tudi to ni realistično. Jasno, se tega niti ne trdim. Delač od tega. Jaz pravim samo, da tako, kot so postavljene, prvič, ker niso na ničemer upravičene, se jih z lahkoto diskvalificira po volji oblasti, tako kot jih je diskvalificiral Guantanamo ali pa kot jih diskvalificirajo tukaj v Sloveniji, ko pač določen segment socialnih upravičencev vržejo z liste ven. Zakaj? Ker je to tako šibek standard. Torej, treba je priti do močnejših standardov. Tako je, ta močnejši standard je pravzaprav ves ljubezen kot osnova in potem bratstvo kot prvo, potem iz tega izhajajoča svoboda in iz te svobode izhajajoča enakost. Na popolnoma drug način, se pravi, s popolnoma drugimi upravičili, seveda pridemo tudi mogoče do podobnih ali pa do drugačnih pravic. Na vsak način pridemo do ene pravice in to je pač ta človekova naravna pravica, da ima prostost. No, dobro, zdaj, jaz se v naravno družbeno in naravne pravice zdaj to ne bi spuščala. To je čist druga tema. Ampak mislim, da, se pravi, vi, torej, rekli ste, kaj je torej narobe z tem kompleksom pravic. Dajte še povedati, kaj je po vašem mnenju ni ustrezno z pač parlamentarnim sistemom, ker tudi ta je seveda problematična. Seveda, tako kot tudi napišem, paše neki Sloveniji, mali državi, ta imperialna struktura oblasti paše tako kot 5-letnemu otroku paše vojaška oprema njegovega očeta specialnih enot. To si lahko mislimo in tako tudi Slovenija zgleda in tako tudi deluje zaradi tega, ker je pač ta imperialna struktura predvideva predvsem ta parlament, ki je voljen organ oblasti in volitve in ves volilen sistem, vsa volilna okrožja so postavljene tako. Jasno, da jih noben posameznik ne more obdelati s direktnimi odnosi. Vedno je tukaj posredi medij in medij je pa jasno v rokah koga, v rokah lastnika. In se pravi, kako urednik more plesati, tako kot mu lastnik namigne. Ne bom pač naštel nebroja primerov. Ampak vemo, kakšne so posledice. To se pravi, da v parlamentu zdijo večinoma predstavniki, seveda so izjeme, upajmo, da so izjeme, ampak večinoma zdijo predstavniki, ki jih je potrdil kapital. Natančno.